13 let sva bila stara, ko sva šli od doma z Jesenic. Doma nas je bilo starejša sestra Marija, potem je bil brat Peter, brat Tone in Medve. En brat je bil pa, umrl, mlajši brat, ki je bil šel v porodu. Tako da rojene sva bile 15.10. oktobra 31, tako da bova jutri dopolnili 80 let. Kar lepa doba, hvala Bogu, moramo biti Bogu hvaležni za vso skrb, za ves blagoslov, posebno pa za zdravje, da sva še obedve dočakale tako lepo letnico. Ja, in 13 let, ko smo od doma šli, vojska se je začela, oče je bil ustreljen 20. marca, raven en dan po Svetem Jožefu, 1944 leta. Ja, in on je bil, ravno ko je šel iz dela, ga je pač njegov, ko je po Jesenicah moral likvidirati, ga je čakal eno hišo pred domom in ga je od zadaj ustrelil. Potem mama je zmeram, oče je dobil že, je rekel, so rekli, da ga bojo pač prespravili, ne. In mama, ki je bila v trgovini, mama je imela v slaščičarno in je takoj zavpila ata. Potem ta starejša sestra je pa z druge strani prišla iz pisarne, tudi iz jeseniške pisarne in je takoj letela proti očetu, da bi mu pomagala, če je še živ. In takrat je pa on, tisti, ki je očeta ustrelil, je tudi nastavil, da bo nov strelil. Pa ni več municije noter, ker je oče že vseh 7 strelov dobil. In tako je so očeta gor v hišo spravili in je umrl tam. Smo pa pogreb imeli. Tako, in potem so komunisti zasedali, ker smo imeli recimo pekarno, so po noč zmeram partizani hodili pa zahtevali, da je mama dala kruh za partizane in so pobrali vse in šli. In ko so partizani zavzeli Gorenjsko, je mama, smo vedeli, da bomo se mogli umakniti. In smo imeli enega prijatelja, duhovnika Fortunat Zorman. On je bil tam, on je bil kot za kurirja tam, ki je hodil maše imeti v nedeljo. Pa je rekel, veste prav, čim bolj, da se umaknete. Poseben za ta-male prav, za vas. Prav, če ne vas bojo komunisti vzeli in vas bojo hoteli pač pregovoriti, ne, da boste v njihovo stranko šli. In tako smo se odločili, da gremo od doma. Smo rekli, no ja, čez 6 tednov bomo pa doma. Šli smo pa v Smlednike, v Smledniku je bila domobranska postojanka in smo rekli, samo da do tja pridemo, tam bomo varen in ko bojo pa domobranci ali Nemci prišli, ko bojo zasedli, bomo pa nazaj prišli. In tako smo pa iz Smlednika smo pa bežali naprej na Koroško. No pa ti naprej pa. Ja, tam smo pa tudi, so pa eni bili, en duhovnik je tudi z nam šel in je rekel, kar pejte naprej. Potem so bili pa eni tam v taborišču tudi in oni so bili pa, eni so šli na Korošk. Tam kaj so bili, ga rekel, gor, kaj so imeli? So delali, so... Ja, pri kmetih so dobili del. Pa so pa nas klicali, ker nismo imeli kamor iti tam. Tehle beguncev še ni bilo v Avstriji takrat, zato so bili pozno šli. Mi smo pa prej, takoj začetek maja smo šli. 1. maja smo šli. On so pa še lepo šli. Pa so rekli, no, pet prejte, zaradi tega smo čisto ob meji. In smo pa šli in smo mi šli in so rekli, kar pejte kele gor in smo šli potem na Korošk, k enemu farmarju. In tam smo dobili del, so rekli, če hočete delajte in smo po noč delali tam vzunaj, da smo
Da smo rekli, da bomo počakali, kdaj bojo drugi begunci prišli na Korošk. Tako smo tam bili nekaj časa in oni Slovenci, ki so bili pa čist na meji gor, so pa še toliko prišli, so jim že prej rekli, pejte ven. Zato, ker tam je bila sama goščava pa to in so bili komunisti noter. Tako da so oni nam veliko pomagali, da smo potem smo bili nekaj časa, smo bili tam, ko so pa begunci prišli na Korošk, so nam pa kul dali vedeti. Se eden prišel pa je rekel, pejte, da so že vsi tam. A ne? Ja. So rekli, pejte kaj. In pa smo pa res šli. Smo pa šli, ampak naš en sin je bil pa, ta mlajši sin je bil pa dalj časa, ki smo imeli strica v Ljubljani. In je bil pri stricu, zato ker je tudi v šolo tako dol hodil, pa je pa on z njem na Koroškem prišel. In potem so mu povedali, so rekli, pejti gor na Korošk, prav tam so starši. In tako je on tudi gor prišel. Tako da je bil nekaj dni z nam, potem smo pa vsi šli v taborišče dol, ker so bili. Ja, moramo še povedati, da mama je doma ostala. Ja, vzeli so čisto vse. Trgovino so nam vse pokradili, hišo, vse pokradili, mamo pa zaprli. In mama je bila zaprta skoraj 1 leto v Begunjah. In takrat je bilo zelo težko za njo. Potem je ven prišla, je iskala, da bi kakšen del dobila. Seveda, ker so očeta ustreljali, on je bil belogardist, je bila mama tudi zaznambana in je niso nikjer hoteli vzeti, da bi del dobila. Dobro je bilo, da je bila njena mama, stara mama naša, da je imela hišo in da je bila mama skozi pri njej, da je živela in da je stara mama njena, naša stara mama, da ji je pomagala, da je preživela to lahko. In stara mama je zmerom poje rekla prav, ti moraš za otrocem jeti, seveda začetka jo niso pustili nikamor, pa poje so pa le rekli, da bi ji dali dovoljene, da bi lahko za nam šla. Ja, pa se je ona veliki rekla, ne grem. Grem, zato koliko imamo tam, ni hotela mame same pustiti. Ja. Koliko je pa mama umrla, se je pa odločila, da bo prišla v Ameriko. In potem jo je od najega sina, en sin jo je šel domov iskat, da je prišla pa sem. Spotoma se je pa še ustavila na grobu. Na grobu od mojega starejšega brata. On je bil pa od Nemcev, Nemci so prišli po noč. Pa meni se zdi, pa je mama prosila, prav, dejte ga pustiti, jaz ga nucam doma, ker je pa pekarno imela, je rekla, jaz nucam njega. In so ga po noč odpeljali in so ga vzeli v nemško vojsko. In raven proti koncu vojske je bil na enem takemu džipu in je bil napad, avionski napad in on je bil tam ubit. In je bil ob kjer meji, bolgarski meji, v Belgiji je bil pokopan. In tam se je mama ustavila, ki je prišla v Ameriko, da je še njegov grob videla. In tako je prišla v Ameriko, imela je srečo, da je prišla k ta starejši sestri v Milwaukee, tam je bil pa en slovenski slaščičar in je, ne vem kdo je skomentiral del, da je rekla prav, mama je tudi slaščičar. Brat njegov. Brat. In je rekla, to je ena dobra delavka, ona je pač to svoje življenje delala, ona je slaščičarka in vam bo lahko precej pomagala. In tako je mama tam dobila del, kar je malo olajšal. Brat njen je pa zmeram rekel, prav, ti moraš v Ameriki del dobiti, da si boš zaslužila za stara leta, prav. Da ne boš odvisna od otrok. Prav, ti moraš sama imeti en dohodek. In je bila mama zmeram hvaležna mu za to, prav. Da je imela svoj dohodek, da ni bila od nas odvisna. Prav, vi boste dosti sami s seboj imeli opravka, jaz sem pa tudi, je bila pa tudi zadovoljna tam.
in ki je šla enkrat v pokoj, Ja. je pa k sestri prišla v Cleveland. Se pa sem zdaj nekaj imamo priti, no. Je pa ona Z Ivanom povabila sta se je. dobro vzela. One dva sta imela hišo že, pa mama je rada vzunaj delala, da je bil velik vrt in otroci so bili že majhen, tako da je bila mama zelo zadovoljna tukaj. Mi smo pa tudi dobili del, hvala Bogu, ta prvi smo delali ne, najprej sva bile v bolnici, St. Mary's Hospital, sva kot nurse zdaj, kot pomočnica strežnicam. Je bil en duhovnik, je bil Slovenc, nama je skomandiral, rekel, bom jaz s vama poskušal kakšen del dobiti, a ne. Pa je bilo kar lepo tam. Plačalni so dosti, pa so pa en drugi nama skomandirali, prav Peteraju tovarno, bo tam več zaslužile in tako sva tam tja šle. Med tem časom smo se pa dopisvali z prijatelji iz vsem, ker smo v taborišču 4 leta preživeli. In so rekli, da tukaj v Clevelandu, da je dosti dela, da zelo lahko se del dobi, pa da del je lep, ne pretežek, da če hočeta pridta sem. In sva res tako se odločile, sva rekli, tukaj je veliko mladih ljudi, so že imeli pevske zbore, so imeli vse mogoče reči, da bi lahko malo bolj med Slovenci prišle. In tako sva se odločile, da sva sem prišle in nama ni bilo žal. Sva kar tle ostale, včasih sva domov prišle. Res, ki je bilo, tam ni bilo noben, starejši ljudje so bili, nis nikamor mogel je, tako si bil nekam sam. Pa so pa zmeram klicali, to imamo, pa ta zbor imamo, pa zdaj bomo to delali, pa Pa igre so takoj začeli, ja. Ob Ob nedeljah so odbojko v parku začeli igrati, tako da je bilo res veliko družbe. Ker mi smo bili navajeni v taborišču, smo bili grozen zaposleni. In veliko so nam nudili. Veliko. Smo imeli pevske vaje, smo imeli igre, smo imeli akademije, stalno, vsak teden je bilo kakšno Vsak reč. je bila slovenska maša, še tudi ob nedeljah pa to. In tako da nama je bilo v Cleveland zelo všeč pa pogodu. In tudi drugi so iz drugih krajev prišli, recimo iz Minnesote so prišle družina, ko smo v taborišču skupaj bili, tako da je bilo res lepo. In hvala Bogu, poročila sva se dobro, Slovenci, begunci. Mož je prišel prav v Milwaukee, je prišel sestro vprašati, če lahko me poroči. A še vedela nisem. Sem mislil, da si zaradi mene prišla sem. Ja, res da. Res tako je. Da smo isto življenjsko zgodbo imeli. Tako smo se tudi bolj zastopili, ker oni so šli skozi isto doma. Od doma smo se veliko lahko pogovarjali, ne. In potem taborišče pa sploh. Ker naš življenje glaven je bil taborišče. Jaz imam največ lepih, čeprav čudno rečem, ampak najlepše spomine imam iz taborišča, ne od doma. Ker od doma je bila vojska, je bilo stalni strah, Nemci so bili, vem, še ata je rekel, prav, ne smete nikoli Hitler pozdraviti, no. Prav, če vidiš nemškega vojaka, pet na drugo stran ceste, ata je ni pustil, da bi mi Hitler pozdravljali. In tako si bil zmeram v strahu. Potem v šoli so nas nekako zmeram zmerjali pa zaničevali, tako da nismo doma. Potem pa begunstvo, ne, tisti strah, tako da smo začele pravzaprav le bolj Same živeti, tako bi rekel. Same živeti, brez staršev, brez sinov, sestre ni bile. Midve so bile najbolj pa tam mlajši brat. Drugače smo bili sami toliko časa. Ti je bilo tudi težko. Hvala Bogu, no. Za mamo pa še najbolj doma, ker ni vedela, kje smo. Ona je bila, vse so ji pokradili, vse vzeli, v zapor so jo dali, ni vedela, kje smo mi, a smo živi, a nismo. Brat je bil ubiti, tudi niso povedali, ker mama je bila takrat pa zelo bolna tudi in živčna in je niso upali povedati, da je bil brat ubit.
je pa moja teta je bila tudi zaprta. In tam, ko so jo sprašvali komunisti, ne, so prav, kje imaš pa sina? Je rekla, ja, v nemški vojski, so ga vzeli, se je mogel iti. Pa so pa eden rekel, seveda prav, ubit je bil, tako na grd način je povedal. In mama je bila taka čist iz sebe in je poj sestro njeno ustraniš, nek sta se skupaj dobile in je rekla, ti Urška, daj mi povej, a je res Peter ubit? In tako je ona zvedla, da je Peter bil ubit, da je padel v nemški vojski. In je imela hud življenje, tako da veliko hujš, kot smo ga mi imeli. Mi smo bili mladi, človek nekokšen vzame malo tudi kot ena adventure, ampak vse glih. Jaz sam pravim, sam Bogu hvala za ves blagoslov, ker smo ga imeli tukaj v Ameriki. Amerika nam je bila dobra dežela. Če si delal, če si bil pošten, si lahko zaslužil, si lahko prihranil nekaj. Mi smo bili pa navajeni šparati, kot so doma rekli. Ja, to pa res. V taborišču nismo imeli in sem zmeram pregledal, a lahko kupaš, a ne. Ni zmeram rekel, ja, to hočem imeti. A rabim, a res rabim. In tako smo si vsi, se mi zdi, da vsi begunci, da so se hitro lahko svoje domova postavili, pomagali eden drugemu in zato moramo res biti. Zato včasih pravim, da nam je tudi taborišče dosti dobrega naredil, pa dosti naučil nas. In smo tukaj... In zdaj otroke tudi učejo, se vidi mladine tudi. Nekaj ne špari, mislite prvo, da boš mal sam zase, da to, kar zaslužiš, da ni samo, da to kupuješ, pa to, pa kupaš, a rabeš, a ne rabeš. Zdaj vse pravijo za šole, jaz jim naše, moji vnuki, to zmeram tam malo, pa včasih pravim, te vzem tlele malo, pa stara mama, jaz bom tole za šolo šparil. Pa dajo, raj, mam dam denar, alatu, prav mama za šolo. Sem rekla, viš, to je pa pameten, da se naučajo, ne samo, da grejo pa kupujejo. Vse bojo starši dali. Ni zmeram tako. Ja, mislim, že tako zmeram. Ja, in srečne sva tudi, da so vsi otroci zdrav, da se vsi otroci priden učejo, da so vsi prijatelji, da so še vsi skupaj. A veste, kaj mislim? Da so še vsi skupaj, da se dobro vzamejo in hvala Bogu. Zato moramo Bogu res vsak dan biti hvaležen za vse to, kar imamo. In res. Ja, meni to razmera. Mama še zame moj, sem rekla, nič na skrb, sem rekla. Zdaj pa poseben še za 80 let življenja. Pa nikoli nismo bili, recimo, bolne. Samo, da smo otroke imeli, smo šli v bolnico. Drugač pa, hvala Bogu, še zdrave. In upam, da nas bo še Bog en čas pri zdravju obstal. Kakor je njegova volja. Pripravljeni smo. Leta smo dosti dolga doživele, veliko lepega, pa veliko hudega prestali, pa vse z dobro voljo. Sem rekla, pa skozi vse življenje sva skupaj zmeram bile. Samo jaz sem bila 8 mesecev v Argentini, ne? Drugač pa skozi skupaj živeli in mama je zmeram rekla, to je bil njihov lot, bi rekel, njihova zemlja. Ki je naša hiša. Pa smo pa rekli, da bi prodala, mama je pa zmeram rekla, prav, veste kaj, dejte tlele zidati. Bom jaz pomagala, ko bosta stare, bosta eno drugo rabile mogoče. Prav, in lepo bi bilo, da bi skupaj živeli. In tako smo mi tukaj, sestra je čez cesto, mi pa tukaj. In zdaj že tukaj smo že koliko? 35 let. Tako da smo res, če kaj kjera rab kakšno reč, gre samo čez cesto. Ja, veliko je, veliko včasih. Otroci so se veliko skupaj preigrali, pa vesele imeli. In hvala Bogu, da smo med sabo zadovoljni, pa veseli. Ja, in rešen velik blagoslov sem rekla,
Jaz včasih moja sestra zmeram prav, se zmeram mata pa mama zmeram molta na zavest, sem rekel, ja, vem, da kakor imamo mi blagoslov, pa tako. Lepo je, da bi bili skupaj, smo zelo raztresen. En Ja. brat je v Kaliforniji, Ja. moja sestra je v Milwaukee, Ja. medve sva pa tukaj. Moji otroci so pa tudi raztresen. Ena je v Minnesoti, ta mlajša hčerka, tale, ki je, ki ima 3 otroke. Poj eden je Columbus, poj eden je, no ja, najbližji je ta drug Jože sin, on je mogoče pol ure odkle z avtom. Poj eden je pa v Šarden, ampak vse glih, ti saj s tem dvema saj skupaj pridemo. Dručim hčerko je pa predolga pot. Če gremo z aeroplanom. Imajo pa hvala Bogu vsi del še, ker tukaj v Ameriki je veliko brezdelja in moramo tudi za to biti hvaležen, da imajo vsi del, da se lahko preživljajo. Ja, To je pa tudi velik žegan, a ne? Ja. In smo kar srečni tlele. Ne parkrat smo bili doma v Sloveniji.